Profesor Zimic, ste dekan ene najbolj iskanih fakultet, vsaj kar zadeva diplomante, ki dobivajo znanje pri vas. Tudi predstavitev vaše fakultete je zaobjeta takole. Svet postaja globalna vas, informacija pa je tisto, kar se po vrednosti ne more meriti z nobeno drugo dobrino na svetu. Kdor ima na voljo znanje in informacije, je gospodar in prav računalništvo in informatika sta sredstvo za njihovo pridobivanje, posredovanje, izkoriščanje. Lahko bi rekli, da gre res za premišljeno poanto, ki dobro odslikava današnji čas in najbrž prihodnji razvoj prav tako. Kako vaš profesorski zbor to dojema in kako vodilo razumejo študenti, pa vi seveda tudi? No, to, da postajamo vedno bolj globalni, to je dejstvo. Tudi, če gledamo razvoj tehnologije in komunikacij, je to, da komunikacije so toliko napredovale, predvsem brezžične komunikacije, da imamo, če tako rečemo, komunikator, pa ne bo to telefon ali tablica ali pa računalnik skoraj vedno pri sebi. Sama globalizacija seveda na eni strani, zdaj če gledamo naše študente, ne glede na razvoj tehnologije, še vedno so potrebna bazična znanja, se reče osnovni predmeti, ki jih ponujemo v nižjih letnikih. Dobra osnova je vedno korak naprej za študente, medtem ko globalizacija je pa dejansko po drugi strani, kar recimo za našo fakulteto pomeni povezovanje z drugimi univerzami, izmenjave profesorjev, izmenjave študentov in tudi dejansko delovanje na velikih projektih, pa tudi recimo, če gledamo, če govorimo o informacijah, kot so upravljanje z velikimi podatkami, kot big data, rudarjenje podatkov, vse te stvari se dogajajo. Seveda, kot sem rekel, eno so bazična znanja, ki jih mora študent pridobiti, potem pa moramo nadgraditi na trenutno tehnologijo, ker tehnologija se zelo hitro spreminja in tehnologijo, ki jo imamo zdaj, bo čez 10 let drugačna, pa čez 20 let pa sploh. Mogoče v vaši stroki še hitreje kot pa drugod, ne? Če jaz pogledam že sebe, ko sem jaz se začel ukvarjati z računalništvom, so se mikroprocesori dejansko v času mojega študija pojavili. Se reče, prvi mikroprocesori so se pojavili. To pomeni, v tem obdobju 35 let smo prišli do tega, da imamo mikroprocesorje praktično povsod, oziroma če gledamo že samo telefon, moč komunikacije in procesorska moč je tako visoka, da so aplikacije pogojene bolj z domišljijo, kot pa z omejitvijo v tehnologiji. Kako oziroma kam bi vi umestili vedenje o računalništvu in informatiki danes, seveda glede na razvojne panoge in glede na neobhodno potrebnega znanja za prihodnji razvoj? No, računalništvo in informatika je dejansko prisotna vse povsod. Če hočemo ali nočemo, dejansko se nam zaradi cenenosti tehnologije in enostavnosti spreminjanja pa prilagajanja pojavlja praktično vse povsod. Od recimo tiste domače elektronike, ki jo uporabljamo za zabavo, pa do industrijske elektronike, kjer uporabljamo to za posod. In pravzaprav te vse prisotnosti, od dejansko majhnih naprav do velike podatkovnih baz, je računalništvo praktično vse prisotno in je tudi v veliki meri podpora vsem ostalim panogam. Kako se bo pa svet recimo po vaše razvijal v prihodnje? Tu mislim seveda predvsem na tiste napovedi, ki nam zdaj zaenkrat še zvenijo bolj kot znanstvena fantastika, saj iz zornega kota bolj laičnega opazovalca. Kaj zmore in česa ne zmore še danes informatizacija? No, to je mega tako provokativno vprašanje, če jaz pogledam, moj dedek je komaj spoznal telefon, v njegovih mladih letih avtomobilov praktično še ni bilo, ne? In to govorimo o 2 generacijah nazaj, ne? Tako da, kaj se bo zgodilo dejansko? Tehnologija gre izredno hitro naprej. Omogoča nam, da stvari, ki so bile pred časom nepojmljive, lahko sedaj enostavno naredimo. Recimo, če gledamo v medicini, to, da lahko recimo določene če lahko bi rekel zdaj malo grobo, dele človeškega telesa, recimo kosti, že naprintamo pa vgradimo ali pa recimo zobne vsadke, dejansko, da lahko z 3D tiskalnikom natisnemo, to so že stvari, ki prihajajo v našo tehnologijo. Ali pa če pogledamo avtomobili, ki se bodo sami vozili brez
potrebe po vozniku, te stvari so že pred vrati. In potem je vedno samo vprašanje cene, kdaj je cena določene aplikacije dovolj nizka, da jo lahko implementiramo. In v tem trenutku cena računalniške tehnologije je izredno nizka, zato je tudi izredno velika dejansko razširjenost te tehnologije, tudi zaradi nizke cene. Spregovoriva pa zdaj nekaj o študentih, ki jim seveda ponujate znanje in ga bodo uporabili in nadgrajevali v prihodnjih desetletjih. Pa me zanima, kako ocenjujete vaše študente? Prihajajo k vam željni znanja, so pripravljeni na zahteven študij, ki najbrž ni tako enostaven, imajo velika ali pa prevelika pričakovanja? No, vedno je tako, da imamo nekaj zelo dobrih študentov in glede na masovni študij v Sloveniji je nažalost tudi veliko takih študentov, ki ne končajo našega študija. Zdaj, razlogi so različni, nekateri pridejo v Ljubljano in ugotovijo, da ni mame zraven in se imajo fajn prvi mesec in po enem mesecu že ugotovijo, da študija ne morejo končati. Študij je zahteven in tudi ta velika masovnost pomeni tudi, da nimamo samo najboljših študentov. Se pa naša fakulteta precej trudi, da bi pridobila najboljše študente. Predvsem, če pogledamo, na naši fakulteti so razmerno malo deklet. Pa ni nobenega razloga, zakaj v računalništvu in informatiki ne bi bilo več deklet. Ja, mogoče je to že osnovna šola ali pa srednja šola, ne, No, na nek način. Ko smo, Recimo te zanimanja. ko smo začeli študij, je bilo polovica deklet, ko smo začeli 4-letni študij računalništva in informatike. Potem pa v parih letih to so razmerno hitro padlo, ampak če gledamo tudi ostale fakultete po Evropi, so razmerno nizek delež deklet, ampak to še zmeraj ni razlog, da ne bi tega izboljšali. Ja, vaša fakulteta se tudi ponaša s podatkom, da vaši diplomanti v bistvu ne čakajo na zavodih za zaposlovanje. Je veliko povpraševanje po njih in si tako rekoč bolj ali manj kar izbirajo službe. No, to srečo imamo, kot sem že prej omenil, računalništvo je vse prisotno in seveda je potreba po kadru izredno velika. Seveda to ima tudi slabo stran. Težava je predvsem v tem, da študentje v 2. ali pa 3. letniku že začnejo nekje delati preko študentskega servisa, zato pade interes za študij oziroma čas, ki ga vložijo v študij, in kar ima za posledico, da je veliko študentov takih, ki namesto v 3 letih končajo v 4, 5, 6 letih. No, kakšen odstotek približno, ne, pa je recimo uspešnih, da pridejo do diplome? Ja, dejansko, če gledamo v nekoliko daljšem času, sreče tudi v 4, 5, mislim, da pride okrog 60 do 70% študentov konča naš študij. No, kar uspešno recimo nasproti nekaterim drugima. Ne? No, kolikor se spomnim, vedno smo imeli pod 50%, nikoli nismo šli. Ne. Se reče, tu noter je vedno, koliko zdaj vlagaš v sam študij. Recimo, poleg tega, da mi študente samo vpišemo, že bruce dejansko imamo uvajalne, lahko bi rekel, tečaja pa predavanja skupaj z našim študentskim svetom, kjer študente že počasi, bodoče študente uvajamo. Sreče, preden se začne študijsko leto, jih že začnemo uvajati. Potem imamo sistem tutorjev, veliko spremljevalnih dejavnosti, ki študentom pomagamo, da končajo študij. Kako pa zaznavate razmere na trgu dela in koliko imate stikov s potencialnimi delodajalci? Kot fakulteta namreč mislim. No, zdaj tako, v Sloveniji zelo velike industrije ni. Ne. Tako da bi imeli velike igralce, kot recimo, če pogledamo primer, v Nemčiji je Deutsche Telekom dal Tehnični univerzi v Berlinu 60 štipendij za doktorski študij. Tako da take velike moči pri nas ni, imamo pa precej kontaktov z podjetji in tudi prišli smo počasi do tega nivoja, ko podjetja vejo, da je potrebno vlagati v študente in dejansko ponujajo štipendije za doktorske in magistrske študente. In to ne štipendije v tem smislu, sem dobil kandidata, pa bo pač v meni v službo, ampak sem pripravljen nekoga financirati in seveda sem prvi v vrsti, da bo se pri meni zaposlil. Tako da dejansko imamo
Comtrade je ponudil štipendijo za kandidata iz Srbije, z Nilom je že lani ponudil, ampak nažalost nismo dobili kandidata iz Južnoafriške republike za doktorski študij. To so tiste stvari, ki so dejansko tudi, lahko bi rekel, družbena odgovornost, oziroma ta podjetja ugotovijo, da morajo tudi vračati nazaj in seveda tudi sodelovati z fakulteto. Pa so vaši študenti zaželeni, recimo, imajo toliko znanja, da so zaželeni recimo v teh mednarodnih korporacijah, večjih sistemih, drugod po svetu? No, naši študenti so praktično povsod po svetu. Recimo, če pogledamo najbolj tako, naš študent, ki je dosegel lepe uspehe, oziroma je najbolj viden, je recimo profesor Jure Leskovec iz fakultete v Stanfordu. Tako dejansko naši študentje, nekateri so bolj vidni, nekateri so manj vidni, recimo tudi gospa Violeta Bulc je naš študent. Tako da dejansko naših študentov je sorazmerno veliko, res pa, da niso tako izpostavljeni, da bi na teh pozicijah, tako da niso vedno v prvi, lahko bi rekel, črti, v smislu medijev. Tako da te medijske izpostavljenosti ni tako močna, seveda so pa v velikih korporacijah po vsem svetu. Ja, in kot strokovnjaki najbrž kar uspešno kotirajo, ne? Ja, seveda, dejansko naša fakulteta da dobra predznanja, oziroma dobra znanja in seveda, če še malo energije za tem, potem so vrata odprta po celem svetu. Profesor Zimec, prijave za novo študijsko leto so tako rekoč že tu, a ne? Preveč ali premalo prijav? Kaj vi pričakujete? No, zdaj smo imeli informativne dneve, obisk je bil izredno dober. Seveda, mi imamo omejitev vpisa 150 študentov na univerzitetnem študiju, 150 študentov na visokostrokovnem študiju. Kar si želimo si pa dobrih študentov. In to je naš cilj, je, da dobimo dobre študente, ki bodo z veseljem študirali in tudi v kratkih rokih dokončali študij. Je pa nekaj zanimivo, ne? Recimo, zadnje analize kažejo za osnovnošolsko populacijo, da samo 30% osnovnošolcev želi nadaljevati šolanje na gimnaziji. Se pravi, na tisti šoli, ki bi bila skoraj da odločilna za nadaljevanje študija. Kaj vi menite o tem? No, če gledam z naše strani, če pogled z vrha navzdol, bi lahko rekel, pri nas je nekako se izkaže, da imajo študenti splošnih gimnazij, oziroma ki se končajo splošne gimnazije, boljša predznanja in se lažje ujamejo, posebno tem, ker so abstraktni načini razmišljanja, tam imajo nekoliko prednosti in se nekako izkažejo, da potem boljše opravljajo študijske obveznosti, pa tudi kasneje nadaljujejo na doktorski študij. Tako da zdaj v tem trenutku je nekako večje povpraševanje po tehničnih gimnazijah, ki pa dejansko zaradi zgodovine imajo nekoliko nižji nivo. Ker težava je v tem, če imaš dobre dijake, lahko narediš dobro šolo. Če imaš povprečne dijake, potem se sicer učiteljski zbor lahko zelo trudi, ampak nekoliko se da dvigati. Tako da veliko je odvisno od dijakov in seveda zdaj, če se masa dijakov obrne na tehnične šole, bodo tehnične šole čez nekaj časa tudi po kvaliteti zrasle. V tem trenutku je pa tako čuden čas. Ne? Ampak ta ugotovitev velja tako za katerekoli stopnjo šolanja, ja. Ne? Tudi za fakultete. Ja, zato, kot sem že omenil, mi se zelo trudimo pridobiti dobre študente. Če imaš dobre študente, potem je tudi užitek v sami predavalnici. Ker vedno se ti zgodi to, če imaš dobre študente, potem so tisti, ki bodo, lahko rečem, izžel profesorja, pa potegnili vse iz njega. Če imaš pa večino študentov, ki niso pripravljeni študirati, potem bodo pa razmišljali, kako stvar nekoliko zaostaviti, znižati nivo, gre pa stvar v drugo smer. Ja, in posledično se pozna pri znanju, ne? Ja, seveda, to cel razred, ko si enkrat v razredu, če razred imam večino dobrih študentov, potem, kot sem rekel, potem bodo potegnili vse z profesorja, pa bodo od njega veliko zahtevali. Ne? Če imaš pa študente, ki se jim ne da študirati, potem pa postavljajo vprašanja, ki so enostavna, s tem, da se čas zavleče, da snov gre bolj počas, potem gre pa v drugo smer.
Poglejte, pred nedavnim so dekani ljubljanskih fakultet na javni tribuni opozarjali na tako rekoč mačehovski odnos do univerze, ker politika že leta krči sredstva za pedagoško in pa raziskovalno delo na univerzi. Pod vprašaj se v končni konsekvenci postavlja usoda inteligence, morda, ker ste tehnik, ne tehnične inteligence, ki je v bistvu predpogoj vsakršnega razvoja. Kako vi razumete ta opozorila? Dejansko, če pogledamo zgodovino, pa zdaj ne bi obtoževal nobene oblasti, če pogledam par vlad nazaj, ampak dejstvo pa je, da je vsaka vlada nekoliko zmanjšala financiranje visokega šolstva. Nekatere bolj, nekatere manj, ampak vedno grejo stvari počasi navzdol. Težava je v tem, da so sredstva za plače že velik del financiranja. To pomeni, da ostane zelo malo manevrskega prostora za vse ostalo. In zdaj, če pogledamo, ena izmed glavnih strateških ciljev univerze je internacionalizacija, tudi taka stvar stane. Veliko se da narediti z dobro voljo, ampak potem določene stroški so. Potem, kar se takoj pozna, je v kvaliteti opreme, v sredstvih za dodatno izobraževanje kadra. Dejansko, to je tako, kot če sam pri sebi varčuješ, ko nekaj časa varčuješ, ugotoviš, da imaš vse obleke nekoliko ponošene, da pač ne vlagaš v stvari in na dolgi rok to ni v redu. Omenili ste internacionalizacijo. Kaj mislite s tem? Dejansko internacionalizacija pomeni zelo velik pretok tako profesorjev kot študentov, izmenjave profesorjev. Tu imamo, oziroma na evropskem nivoju, programe kot so Erasmus, Erasmus Plus in druge, ki omogočajo dejansko, da grejo naši profesorji v tujino, da tuji profesorji pridejo k nam in seveda tudi izmenjave študentov. In to so stvari, ki so pomembne, se dejansko počasi postajamo oziroma začenjamo razumeti, kaj Evropska unija je, da to je dejansko ena velika država. In seveda ta izkušnja, da gre študent v tujino, je zelo pomembna. No, problem, ki se pogosto navaja na univerzi in občasno tudi v javnosti, je problem uvajanja novih predavateljskih moči. Obstoječe finančne razmere so to skoraj da zavrle, tako pravijo vaši kolegi dekani tudi drugod. Po drugi strani pa navajajo, da obstajajo taki habilitacijski filtri, da bi tudi Einstein recimo s težavo prišel skozi. To dosti slikovito se omenja v raznih razpravah. Kako se vi spopadate s tem? Kako se mladi, in koliko so mladi pripravljeni sprejeti predavateljska mesta? Vam sploh uspe pritegniti mlade, sposobne strokovnjake, ki so že uveljavljeni tudi na drugih univerzah po svetu? No, zdaj, če mogoče začnem prvo z vprašanjem habilitacij. Težava Slovenije je, da smo zelo majhni. In potem tudi v naši kulturi je tisto, da se bojiš nekomu prizimeriti, in če si v komisiji za habilitacijo, potem bo svojemu kolegu, pri nas ni v navadi, da mu napišeš negativno mnenje. Zato je pač univerza naredila sistem točkovanja, merjenja določenih parametrov, recimo število objav in tako naprej, in zato so ratala habilitacijska merila v določenih primerih kar zahtevna. Ampak pri nas dobri učitelji oziroma predavatelji nimajo večjih težav izpolniti habilitacijskih pogojev. Mislim, da smo mi dosti odprti tudi v smislu menjave kadra pri nas. Ko se predmet sprosti, ga damo v interni ali pa javni razpis. To pomeni, da lahko vsak, ki ima ustrezen naziv, kandidira za predmet. Ni to, kot smo imeli svoje čase, ki je profesor rekel, ja, za mano bo pa ta asistent prevzel moje predmete. Pri nas smo tudi z letošnjim letom zaposlili 2 tuja učitelja, tako da ne slovensko govoreča, tudi z veliko volje pa energije se da tudi take probleme rešiti. Seveda, finančna sredstva pa vedno so tista, ki ti dovoljujejo, ali take stvari lahko narediš še boljše, ali pa moraš vložiti veliko svoje energije in so tudi rezultati včasih niso tako dobri. Ker težava je tudi v tem,
da če pogledamo plače mi smo dejansko javni sektor, imamo plače definirane v sistemu javnega sektorja, če pogledamo kolege, ki so v gospodarstvu, imajo bistveno više plače. In tu potem postajajo te težave s tem, da obdržim kader na fakulteti nekoliko večje. Se mogoče lepša primerjava je, če pogledamo profesorja na medicinski fakulteti pa na kliničnem centru, je bistvena razlika v plači v smer kliničnega centra. Ne? In tu so, oboje smo pa v javnem sektorju. Ne? In tu so dejansko težave, kako potem pritegniti, da ima še vedno izvrstne učitelje na sami fakulteti. Ja, in te razlike ljudje seveda zaznavajo. Ja, zato recimo na medicinski fakulteti je večina njihovega kadra zaposlena na kliničnem centru, pa so delno na fakulteti. Pri nas večina je 100% zaposlena na fakulteti, velika večina, in jih poskušamo na različne načine zmotivirati, da pač tu najboljše delajo. Poglejte, profesor, mi se pogosto pogovarjamo tudi z vašimi uspešnimi doktoranti. Ne? In tako rekoč vedno pravijo, kaj jih je motilo, ne da bi človek tudi vprašal, vedno pravijo, kaj jih je motilo v času študija. Prevelika množičnost študijske. Profesori pravijo, se posvečajo povprečju ali pa seveda še manj povprečnim. Ne dobijo tistega, kar si želijo in pričakujejo. O tem ste sicer že rekli, ampak naj ne bo odveč še enkrat ponoviti. No, dejansko problem je množičen študij v Sloveniji, kjer, če se pred leti je bil podatek, 86% srednješolske populacije gre na univerziteten študij, to je največja številka v Evropi. In seveda, ko imaš množičen študij, se ukvarja s študenti. In jaz velikokrat rečem, da nažalost se preveč ukvarjam z slabimi študenti, ne pa z dobrimi študenti. In ta množičen študij je tudi dejansko v Sloveniji postal kar sam po sebi umeven. Dejansko vsak gre na univerzo, na univerzi imam veliko, dejansko, če pogledate, tudi ponudba študijskih mest na univerzi je večja od populacije. Že to je podatek, ki pove, da je pri nas nekaj narobe. Ne? To pomeni, da vsak, ki bi želel študirati, lahko študira, oziroma vsak ima mesto na univerzi, pa še nekaj mesto ostane. Kako pa vaš profesorski zbor, recimo, to zaznava in kakšne so razprave, kako reši ta problem? No, dejansko na naši fakulteti smo, zaradi te množičnosti, smo se pred parimi leti dogovorili, da smo zmanjšali število vpisnih mest. Tako smo 180 zmanjšali na 150. Ker s tem dejansko lahko pa reči, ja, 30 mest manj imamo, 30 študentov manj imamo, ampak po drugi strani pa razbremenimo profesorje s tem, da se ukvarjajo s slabimi študenti. Ker če pogledamo tudi sredstva, ki jih dobimo recimo v osnovni šoli na učenca, pa na fakulteti na študenta, bi ugotovili, da je razmerje na strani osnovne pa srednje šole. Medtem ko univerzitetni študij bi moral biti individualen študij. Tudi bolonjska reforma zahteva majhne skupine, individualno delo, ampak glede na finančna sredstva, ki jih dobimo, mi si ne moramo privoščiti, da bi imeli individualen študij. Ampak imamo v prvih letnikih še vedno masoven študij predavanja dejansko celotnemu letniku naenkrat. No, pri nas se v zadnjih letih poudarjeno prizadeva povečati ustanavljanje zagonskih podjetij oziroma start-upov, jim rečemo, ne? Ki naj bi reševala vprašanje zaposlenih mladih. In kot opažamo, so tudi vaši diplomanti zelo iskani v takih podjetjih. Vendar, če hoče biti tako podjetje tudi mednarodno uspešno, kar seveda je ambicija vsaj večine, ne? Rabijo za vrhunske proizvode tudi znanje, ki ni zgolj samo aplikativno, zelo uspešno razvojno zgodbo, rabijo nekaj več. Kakšen je vaš razmislek ali pa razmislek vaših kolegov pedagogov o tem? No, kot sem rekel, računalništvo je vse prisotno, zato tudi vsa mala podjetja računalnikarje potrebujejo. Start-upi so pač ena izmed možnosti v celi paleti zaposlitev in nekateri študenti imajo ta nagnjenja in seveda mi jim po svojih močeh pomagamo. Imeli smo tudi tekmovanja,
Imagine Cup, ki je pod pokroviteljstvom Microsofta, ker je bilo tipično podjetniško usmerjeno. Tako da določene korake v tej smeri delamo. Seveda, kot sem rekel, če bi pogledal, koliko naših študentov začne s svojimi startupi, je ta delež še zmeraj majhen, ampak seveda ta različnost nam je pa všeč. Se reče, mi hočemo imeti različne študente, od takih, ki grejo v startupe in jim po svojih močeh pomagamo, do tistih, ki jih recimo zanima samo teoretično računalništvo, če gledam kot druga smer. No in tisto teoretično je recimo nekaj več, ki potem lahko nadgrajujejo, nekaj novega ustvarjajo in tako naprej. Tako oni pravijo, ne? Bolj drugačno. Tu noter, recimo, jaz gledam, vsakemu študentu je treba ponuditi čim več v smeri, kjer se hoče on razvijati. Nekateri so čisti teoretiki in hočejo iti recimo samo teoretično računalništvo, pa jih praksa niti ne zanima. Nekateri so taki, ki hočejo teorijo spraviti v prakso in jih zanima praksa, postanavljanje podjetij. Tako da fakulteta ima paleto študentov in vsakemu je treba pomagati oziroma ponuditi čim več. Koliko pa pedagoško delo na fakulteti dopušča tudi raziskovanje, ki je za dobrega pedagoga nujno, ne? In me zanima, kako usklajujete te dve dejavnosti. Fakultete se namreč pritožujejo, da je denarja za raziskovalno delo premalo, pedagoške dejavnosti pa se iz leta v leto povečujejo, zlasti zdaj z uvedbo bolonjske reforme, ne? Se strinjate z mnenjem, da brez raziskovalnega dela tudi ni vrhunskega pedagoškega dela na univerzi? No, univerza brez raziskovalnega dela ne bi bila univerza. Potem bi bili visoka šola ali pa nekaj podobnega. Raziskovalno delo je osnova za univerzo oziroma za fakulteto in če gledamo razen tista osnovna znanja v prvih letnikih, vsa ostala predmeti oziroma predavanja morajo imeti zasnovo v raziskovalnem delu. Ker s tem profesor, ko dela na raziskovalnih problemih, tudi zna študente pravilno usmeriti in jim pokazati, če tisto, lahko bi rekel, tisto, kar je za učbenikom, pa da mu odpre vrata tudi nekoliko naprej. Se pravi nekaj več, ne? Ja.